pokaži s prstom na nekoga. Ne, odgovornost je vedno kolektivna, ampak dejstvo je nekaj. Kapital 2-0 v, mislim, da je bila 82. minuta. Je strahoten kapital. In enostavno, da ne govorimo o priložnosti, ki si jo imel za 3-0. Enostavno že mislim, da je bil ključen prvi zadetek. No, pred tem še nekaj minut, pred tem poškodba Novakovića, kar je na nek način le spremenilo fizionomijo naše igre, ki se je boril, pustimo gol zadetek, ampak nova v igri naše reprezentance pomeni ogromno. Predvsem z psihološkega vidika. Ko smo dobili zadetek, oziroma ko so Švicarji znižali 2-1, je bil v bistvu potem samo še enosmeren promet proti našemu golu. Normalno je, da je v nogometu, pač, ko nasprotnik raste, ti padaš in obratno. In od tistega prvega zadetka se nismo več znašli. Bilo je vprašanje časa, bomo zdržali 2-1, ali bo to mogoče delitev točk ali poraz. Zdaj, kdo se mora tule, Branko, kdo se bo prvi odzvati? Selektor ali igralci nekaj? V situaciji, kot je ta, je prvo na udaru, iz izkušenj lahko povem, selektor. Prvo se v bistvu, če bi bil v poziciji selektorja, vedno se vprašam, kaj bi še lahko naredil drugače, da ne bi bil takšen izid. Potem je seveda vprašanje, ali so bile menjave, se bi vprašal, če so bile na mestu, je bila sprememba taktike. Pa se počasi, vprašajmo se. Menjave so bile na mestu. Menjave v bistvu pri rezultatu 2-1 je v igro, mislim, da je vstopil Karpin. Ja. Pečnik na mesto Novakovića, najprej. Da ali ne? Pečnik je v bistvu upravičil z svojim prihodom, je zdržal žoge in tako dalje, ampak mi smo izgubili z Novakovićem napadalca. Tukaj je bila varianta z Berićem, ki bi se ga lahko postavilo v centralno pozicijo in potem se seveda postavlja zadeva, ki je bila postavljena z 4 v zadnji vrsti, s 3 v sredini, se lahko postavi z 4 zade. Za 4 zvezdni vrsti to so ene od možnosti. Berića se više pušča in zade se da Iličića in oba lahko žogo zdržita. Ena od variant, da se zadeva reši, ampak tu je potem potrebno neke korekcije v postavitvi delati, ki so se delali tudi v prvem polčasu, ampak v tem navalu, ki ga je potem Švica uprizorila, za Berićem se dobiva usmeritev proti golu. Mi smo začenjali v glavnem braniti neko vodstvo 2-0, 2-1, ki smo imeli. Švicari so pa imeli dosti več energije, motiva s tem, ker so hoteli doseči zadetek. Na to bi se bilo pač potrebno pripraviti in to so taktični momenti, kjer lahko selektor neko svojo vlogo odigra. Na to je treba pač se pripraviti. A bi moral Katanec pri 2-0 zapreti zadevo? Zakaj to zapreti? Ni zapreti, da postaviš avtobus dobesedno igralcev pred svoj kazenski prostor, ampak si moraš igrati, ker imaš več prostora. To pa dosežeš, če imaš igralci, ki so zmožni hitrih prehodov, moraš imeti spet enega, dva napadalca, ki sta sposobna žogo zdržati, da imaš potem možnost celo ekipo dvigniti, da se v bistvu osvobodiš pritiska. Torej ni vse povezano, samo dati noter še mogoče Samardžića in podobne, da bi... Razumem. To je položaj, v katerem je bil Sašo Udović v Šarlerojju, ne da? In tista dilema, ki se dolgo časa potem vlekla skozi razprave, ali tebe zamenjati, ne da, z Miletom Ačimovićem pri vodstvu naše reprezentance? Jaz sem bom najprej bi se vrnil na to, kar je Branko povedal. Po mojem mnenju, zamenjave niso bile ključni vzrok poraza, ker mi smo tudi s temi zamenjavami nekako držali stik. Še enkrat se bom poudaril. Poškodba Novakovića na nek način je spremenila fizionomijo naše igre. Nova, če je na igrišču, je to popolnoma drugačen, zna izsiliti prekršek, kar je v zadnjih 15-20 minutah pri takem kapitalu, kot je rezultat 2-0, je to ključnega pomena. Ukradeš, dobesedno ukradeš nasprotniku minuto, 2, 3 in tako naprej. Je samo zamenjavo z napadalcem? Ja, samo še enkrat, Branko, s samim potrebnim spoštovanjem imam drugačno mnenje od tebe, samo zamenjave niso ključni vzrok poraza. Pri Švicarjem so bili nadgradnja. Ključni vzrok poraza je prvi zadetek švicarske reprezentance, ki smo si ga dobesedno dali sami in potem s tem zadetkom, s tem podarjenim golom smo dali krila Švicarjem. Neodgovornost posameznikov? Vrnimo akcijo in bomo videli, zakaj se gre, ampak podarili smo priložnost
Švicarjem. Po 2-1 je bila pa to popolnoma drugačna tekma kot cel Dobro, lahko prosim za zadetek ne Boštjana Cesarja, ampak zadetek švicarske reprezentance, to, kar pravi Sašo Udovič na 2-1 režija. Če bi morda šlo tule, ampak akcija bi morala malce odprej. Ne da... To so momenti, kjer so imeli pobudo. Govorim o tem, da so bili, bodimo roko na srce. Ja, tukaj enostavno se te zadeve razčiščujejo na drugačen način. Ne govorimo o tem momentu, ampak o momentu, kjer je Branko Ilić prej. Spomnimo se napake proti Angliji v zadnjih 5 minutah. Enostavno na tem nivoju, 15 minut do konca, kakšnih 15 minut, 8 minut do konca, po domače rečeno, nabi žogo preko St. Jakobs parka v Nemčijo, če se da. Je bodo vsaj 2-3 minute, ne sem zdaj, dobro, malo za šalo, malo za res. Ampak, še enkrat ponavljam, od tega zadetka naprej so Švicari dobili krila in Švicari so v 82 minuti pred tem zadetkom bili skoraj da klinično mrtvi. Jaz sem že pripravil, da tole kot steklena vaza, ki jo vržemo na tla in teh koškov več ne more sestaviti, pa za vraga so se sestavili. Bili so zmedeni, bili so nekvalitetni, bili so nekonkretni, po tem prvem zadetku so pa dobili krila, postali so konkretni, postali so samozavestni in seveda tista še sodniško sojenje po tem zadnjih 10 minutah dobesedno prisilili so sodnika v to, da jih je podpiral. Mi se ne moramo danes, bodimo realni, oglašati, kar se tiče sojenja, ker smo imeli izredno korektno sojenje na recimo težkem gostovanju v Švici. Enostavno za poraz smo krivi sami. Vse je vedno tako, da je kriv nekdo, ampak tukaj gre za tudi strokovne, taktične rešitve v igri, o katerih jaz govorim, o katerih bo Sašo Udovič težko sodil z ozirom na to, da ni vodil niti ene tekme kot Ima pa lahko svoje mnenje, ampak kar jaz hočem poudariti, gre za ravnovesje na igrišču, ki ga trener lahko vzdržuje in kamor mora poseči. In pri pritisku nekoga se mora vedeti, kako se to ravnovesje spostavi. Če vemo, da je v določenih napakah obrambna linija izpostavljena, kar v tem trenutku se je pokazalo, je potrebno tako ravnovesje spostaviti, da bojo naši obrambni igralci manj izpostavljeni. In to se doseže z določenimi rešitvami, da se ohrani ravnovesje v napadu in v zvezni liniji in v obrambni vrsti. In tukaj gre bolj z mojega zornega kota, spoštujem ki bo takoj repliciral. Spoštujem mnenje, ampak v bistvu v nogometu se vsi nekako govorimo o pritisku nekoga, o nekomu, ki bi se moral braniti, reševati, a v bistvu gre za ravnovesje. V igri zna treba spostaviti ravnovesje in zato se to mora ekipa začutiti, mora vedeti, kako se to spostavlja, mora vedeti, kje so bile, ker Švicari so bili odprti idealni za skontrirati zadevo in prave ekipe, ponavadi take ekipe tudi na kontro izkoristijo proti napade, ker imajo dosti odprtega prostora in to so momenti, ki jih je potrebno nekako obrniti. Branko, mi lahko to praktično z enim stavkom poveš kaj, kako? Sem že v začetku povedal, če ohranimo napadalca visoko enega ali dva, ki sta sposobna po odzeti žogi ohraniti v zadnji vrsti to žogo in dvigniti celotno zadnjo linijo više, potem mi ohranjamo, že postajamo na sredini igrišča drugo ravnovesje in nismo več tako pod pritiskom pred golom. To so tisti momenti, ki odločajo. Čakaš na trenutek. Ne, samo kratka replika. Spoštujem seveda delo trenerjev, selektorjev, karkoli. Vodil si veliko tekem. Ampak nisi pa bil v poziciji mene in še nekaj. Naj ne bo to zdaj... Ne, o tej tekmi, Saša. Pogovarjava se samo o različnih kotih gledanja na isto zadevo. Kar je prav, kar je super. Kar je prav. Ja. To ni krek, to je samo izmenjava mišljenj. In Branko ni imel izkušenj biti recimo na tekmi Charleroi leta 2000, 3-0 in potem 3-3. Jaz sem imel to srečo ali nesrečo, da sem bil tam in verjemi mi, v trenutku, ko ti vodiš 3-0, in začneš dobivati, dobiš prvi gol, dobiš drugi gol, gre tvoja psiha, tvoj strah, kolektivno začutiš vse fante okoli tebe, kako padajo, vključno s tabo. Ja, ker greš totalno defenzivo. In tega se z vsem spoštovanjem enostavno ne da začutiti. Ne da začutiti na klopi, ker ti čutiš igralce okoli tebe,
tvoje soigralce, reprezentančne kolege, prijatelje. No, o čem ste razmišljali? O čem ste razmišljali? A lahko se upravičujem med oglasi? Razmišljali smo o tem, kako bo čim prej konec tekme. Ja, občutki so sigurno slabi. Nimam kaj fantom, nimam kaj. Imam jim za učitati, pogovorili smo se zdaj že v Slečilnici, čez 2 dni je tekma zdaj z Estonijo, izredno pomembna, treba že zdaj glave dvigati gor, to je nogomet. Mi se izredno počasi učimo, tako da morali bi se hitreje učiti. Ista napaka, kot proti Angliji, isto naredimo zdaj. Tako da, kar se pa tekme tiče, bi rekel 75 minut, a pa še malo več, do prvega gola idealno. Nimam kaj fantom, kar se tega tiče, lahko bi dal še kakšen gol, nismo dal, evo, nogomet je pa takšen. Zdaj, kaznovalno se je pa nekaj zaradi naših neumnosti in to je to. Ja, kaj je tisto, kar ni teklo potem od te 75 minut več naprej? Kar ni teklo. Vi tudi sprašujete, no, jaz sem zdaj, kar ni teklo. Videlo se je, da je bil določen pritisk, po tistem kvazi penalu, ki so se fante tam, to so Švicari naredili odlično, po tistem nismo bili več mogoče toliko skoncentrirani, sigurno, da je tudi koncentracija padla. Žal so dali prvi gol toliko hiter, če je bilo še 5 minut, pa zdaj, kar bi bilo, če bi bilo, lejte. Nogomet je to, imamo, pravim, Estonijo, izredno težko tekmo, še težjo tekmo, kakor bo tole, sem prepričan, ampak mi se moramo zdaj pobrati, odigrati dobro tekmo tudi tam in upajmo, da nam bodo določene situacije na tekmi šle nam uprit, tako da. Izide v naši skupini Estonija, Litva 1-0 in San Marino, Anglija 6-0, 0-6, o tem smo poročali Evropskega prvenstva Švica na drugem, z eno nogo prav tako tam, potem pa sta tukaj Estonija in Slovenija. Estonija na 3., Slovenija na 4. mestu. Tako, najlepša hvala za pozornost, ker ste bili z nami. Ne vem, kakšen je izid na košarkarski tekmi, srčno upam, da boljši kot tukaj na nogometni. Hvala lepa tudi obema. Hvala Branko Zupan tebi in hvala Sašo tebi. Vidimo se v torek, ko bo slovenska reprezentanca v Ljudskem vrtu igrala z Estonijo. Nasvidenje.